Ni meje. Za dobre ideje. Prijazen pozdrav. Tokratna rubrika je vsebinsko nastala na predstavitvi najnaprednejšega humanoidnega robota na svetu. Ali bodo roboti stopili v čevlje človeka? To vprašanje dobim pogosto in čisto pošteno. Tudi jaz bi bil malo živčen, če bi v tovarno prišel nekdo iz kovine z let očmi. Ampak moje poslanstvo ni zamenjati ljudi. Jaz prevzemam težka, ponavljajoča in fizično naporna opravila. Ljudje pa razmišljajo, odločajo, ustvarjajo in vodijo. V industriji lahko prevzamem naloge, ki povzročajo utrujenost ali poškodbe, in s tem ljudem omogočim, da se posvetijo bolj kakovostnim in zanimivim delom. Tako skupaj ustvarimo bolj varno in učinkovito delovno okolje. V vseh teh primerih je cilj enak, da tehnologija podpira človeka, ne da ga izrine. Najlepše pri mojem delu je prav sodelovanje z ljudmi. Robota nam je predstavil Bojan Goluh, vodja prodaje v podjetju HiProject. Zdaj, to je dejansko najbolj napredni industrijski robot na svetu. Imeli smo to srečo, da smo ga dobili edini v Evropo. Je dejansko iz Kitajske, iz podjetja Uptech. Imenuje se Walker S2. Walker rečemo zato, ker je hodec, ker obstaja tudi tak model še, ki je na kolesih. Ta tudi prije kasneje v Evropo, ampak ta je dejansko res prvi v Evropi. Zdaj mi ga pa dejansko smo dobili zato, da ga začnemo integrirati v proizvodne podjetja. Ta robot bo namenjen za pomoč ljudem. Mi vedno rečemo, da roboti ne nadomeščajo ljudi, ampak so v pomoč. Bo v pomoč ljudem za dela, ki so zelo ponavljajoča, ergonomsko ne najboljše za človeka. Če dela človek na mrazu ali v vročini, ga robot tu je v pomoč. Dejansko roboti bojo nam v pomoč na podlagi tega, da ljudje, ki jim bojo dejansko pomagali, bo lahko delali malo bolj zahtevna dela. Tako da bo mogoče malo bolj intelektualna dela v prihodnje. Delo človek, ki sedaj dela v proizvodnji. Tu je nekje naša želja, da pomagamo dejansko ljudem. To je tisto bistvo. Kje je ta njegova zmogljivost, kje je ta njegov ujet? Zdaj smo mu dali mi. Dejansko HiProject bo delal na tem, da vso pamet proizvedemo mi. Kajti, kot veste, robot je točno ta je kitajski. Mi nočemo biti vezani na kitajsko AI, na kitajski cloud, na kitajske podatke. Tudi v HiProjectu dejansko bomo skrbeli v prihodnje, da mi to dobavimo stranki ali proizvodno podjetje ali dom ostarelih ali prodajalne recimo za telefone, da mi damo to pamet, da podatki ostanejo v Sloveniji, v Evropi, da ne gre nazaj na Kitajsko ali ne gre nazaj v Ameriko. Dejansko mi model na tem, da ostane vse v Evropi, kjer je nek varni sistem, da vemo, kam gre podatki, kdo upravlja z njimi, kdo jih gleda. Ta varnost je najbolj ključna, da ostane v Evropi. Ima trenutno zelo visoka merila, je zelo sposoben, najbolj napreden. Zakaj mu lahko vse to pritiče? Zdaj, ta robot ima posebnost to, bolj kot ne edini na svetu, da si lahko sami na baterijo. On ima 2 baterije zadaj in dejansko gre do polnilne postaje in si sam baterijo menja. In to je dejansko ta prvi robot, ki je 24/7 na voljo. Se pravi, ni potrebno rokovanja z roboti, se pravi, klasični in humanoidni roboti ali se more polniti. Polnjenje traja 2-3 ure, ta pa v bistvu sam menja. Ima 2 baterije, gre do polnilne postaje, zamenja v 3 minutah in to, ker ima 2 baterije. Ena da ven, med drugim ena še vedno deluje. To je ta res prvi robot, ki je čisto avtonomen. In tudi ta robot, za zanimivost, je zmagal na 100 metrov na Kitajskem, kjer smo imeli olimpijske igre. Ravno zaradi tega je zmagal, ker je bil avtonomen. Nekdo od Uničrija ga je prehitel, ampak on je bil voden z joystickom, ta naš robot, kot mi, je bil pa popolnoma avtonomen, ker je vedel, da mora tekati in dejansko zašprintal. Je bil par sekund počasnejši kot Uničrijev, ki je bil voden z joystickom, ampak je zaradi tega dobil več točk. In dejansko avtonomen robot, ki je zmagal na 100 metrov. Tako da ja, ta robot je ravno za tega poseben, ker je avtonomen. In to pamet, ki bomo mi dali, seveda to so še začetki, mi imamo robota nekje mesec dni, bo dejansko prilagojena vsakemu podjetju posebej. Mi se menimo z večjimi potencialnimi naročniki, za katere pripravljamo posebno integracijo po meri. Kaj pa dobro na robotu, na humanoidih je pa to, da mi enega naučimo, potem pa to, ko to znanje v robota spravimo, lahko to multipliciramo na 100 robotov, na 1000 robotov in pa ni več treba učiti. Samo prvega naučimo. In pa roboti med sabo lahko komunicirajo. Se pravi, primer, ker je robot na delo, potrebuje pomoč, dodatne roke, že mes sistem sam pokliče drugega robota, da mu gre pomagati. Lahko skup škatlo primeta in neseta, če je pretežka, on ve, da je pretežka za njega, je skup lahko dvignete in neseta kam drugam. Lahko sortirate skupaj. Gre se za to, da z neko pametjo, ki je v razvoju, želimo pomagati ljudem v proizvodnji
Potem druga zgodba je domove starelih, kjer lahko robot pomaga dejansko vaditi, ker ti roboti so izjemno atletski. Lahko dejansko simulirajo vadbo karkoli v neki normalnem času, govorimo o parih let, 2 do 3 leta, bo zmožni roboti tudi delati neke ali pa kazati razgibalne vaje za tiste, ki se recimo poškodoval roko. Ne bo treba več imeti fizioterapeuta, lahko to robot dela. Poznamo podjetja, ki dejansko tak robot razvijajo. To res gre daleč, in to, ko smo zdaj v filmih gledali, to dejansko je tu, to je sedanjost, in to je res tisto zanimiva sedanjost. Ampak to so začetki. Ni to, da rečemo danes, da gre roboti v proizvodnjo, delamo na tem, pa da bo to čim prej. Že prej ste omenili panoge, predvsem zdaj na začetku tiste, kjer je najtežje delo, najbolj zahtevno, tudi zelo izpostavljeno vremenskim vplivom. Se tu odpirajo možnosti v vsaki panogi, lahko nadomestimo neko delo z robotom? Dejansko ja. Zdaj, kar je trenutno, če govorimo danes, humanoid lahko dela bolj enostavna dela. Se pravi, prelagane škatle, sortiranje. Zato, ker roboti danes, ker so, rečemo, da morajo biti zelo varnostni aspekti zelo izpolnjeni, da ne poškoduje človeka, kajti te robotske celice, ki jih projekt že integrira od fanuka do jaskave do kuke, so vedno zagreni. Imamo okoli ograjo, mrežo in robot se giba levo-desno in zlaga škatle. Ali večje, tudi po tono. To je dejansko, kar dela te robotske celice, humanoid je pa dejansko brez teh mrež oziroma kletk. In on mora biti varen, se pravi, bo stal zraven človeka. In tu je ta pozitivna prednost, tu je ta prednost robota, da lahko dejansko dela ob človeku, mu pomaga. In kaj pa še najbolje, da lahko mi humanoida pošljemo danes dela na eni postaji oziroma na enem pultu, jutri lahko gre že drugam. Lahko ga prilagajamo, medtem ko pa robotsko celico od jaskave fanuka tega ne moremo predstavljati. Ona je fiksna, ki se vozi po določenih tirnicah, robota pa danes damo tu, jutri tam, tretji dan je spet na 5. mestu. In ta prilagodljivost robota je zelo zanimiva, ga prilagajamo delovnemu okolju. Kje ga lahko spoznajo naše poslušalke in poslušalci? Zdaj imamo robota pri nas v Slovenskih Konjicah. Smo na zelo veliko dogodkih, veliko se udeležujemo raznih konferenc, kjer predavamo predvsem o varnosti, o pravilnem programiranju robotov. Tam lahko vidijo robota, tam bo vedno zraven nas. Potem v nakopalnih centrih smo bili, javnost seznanimo s tem našim robotom, da ga spoznajo. To je dejansko naprava, ki je prijazna do človeka. Tudi naš robot ima, ko govori, ima zaslon na obrazu, ki odpira usta, da čim bolj humano zgleda. Tako da tega robota bomo javnosti res predstavljali skoraj na tedenski bazi. Ima pa tudi svojo višino, širino. Da, višino je velik 176 cm, težek je 70 kg, dvigne lahko 15 kg z iztegnjenimi rokami. Če jih ima k sebi, da mogoče malo več. Teh 15 kg omejitev se počasi nagrajuje z ostalimi modeli, ki bojo prihajali v roku pol leta, leto, 2. In vedno bolj zmogljivi bojo, vedno hitrejši. Ker sedaj v proizvodnji ta robot dela še počasi, to je dejstvo. Še eno psihološko vprašanje, ker se verjetno to poraja tudi pri poslušalcih. Kaj pa, da se privadimo nanj, da bomo z njim kooperativni, da bomo pripravljeni sodelovati, sprejemati in prevzeti njegove usluge? Dejansko robot bo tak narejen, da se v bistvu lahko z njim pogovarjate. Cilj je, da si vsakega človeka zapomni, se pa da vas lahko potem nagovori, spozna vaše navade, memorira obraze. Tako, dejansko se dogaja v prihodnosti, danes tega še ni, ampak imamo pa že, sodelujemo z večjimi inštitucijami, naprimer Katapult ali pa Inštitut Jožef Štefan, oni že delajo na teh, rečemo, inovacijah. Katapult vem, da že imajo robota, ki delujemo z dr. Mašo Jazbec, da že prepoznava človeške obraze in jih potem nagovarja, da mi z njimi sodelujemo, da to začnemo mi uvajati v prakso. Tu bo interakcija z ljudmi na zelo visokem nivoju, ampak je najbolj pomembna varnost. Zato, ker je to res robot, ki bo v okolju človeka in to moramo res paziti, da je pravilno sprogramiran pod varnimi pogoji. To je najbolj pomembno. Ključna je varnost, je sklenil krajši pogovor gospod Bojan Goluh, vodja prodaje v podjetju High Project, v predstavitvi najnaprednejšega humanoidnega robota trenutno na svetu. Ni meje za dobre ideje.